Pozdravljeni v odmevu tedna na domovini. V tednu, ki se izteka, smo se poslovili od dveh na svojevrsten, zelo različen način vplivnih mož v sodobni družbi. Zaslužnega papeža Benedikta XVI. In Janeza Zemljariča, nekdanjega predsednika vlade, direktorja UKC-ja in nosilca različnih drugih funkcij, tudi vodje službe državne varnosti, po domače imenovane UDBA. Oba sta tako ali drugače povezana z dogodki, ki so zaznamovali teden, ki se izteka. O njih pa se bova spregovorila Martin Nahtigal in Peter Maršej. Martin, pozdravljen. Dober dan. Ob pogrebu zaslužnega papeža Benedikta XVI. Ste v oddaji Odmevi Plus na RTV pospremili s tole mislijo. Benedikt XVI. Je svetu zapustil tudi duhovno oporoko, v kateri odzvanjajo besede vsem ljudem dobre volje. Ena izmed njegovih misli, ki je ob začetku leta in številnih sprejetih zaobljubah morda še toliko bolj povedna: svet nam ponuja ugodje, vendar rojeni smo bili za veličino. Skratka, zanimiva misel papeža Benedikta XVI., ki je po svoje tudi, lahko rečemo, zaznamovala njegovo življenje. S kakšno zapuščino odhaja ta zaslužni papež, ki je pravzaprav prvi po več stoletjih, ki je odstopil z svojega mesta in še za časa svojega življenja papeževanje predal svojemu nasledniku? No, gotovo je z novinarskega vidika najbolj hvaležna tema odstop. Hkrati pa je, se mi zdi, da ena manj pomembnih v njegovem življenju, če štejemo njegove dosežke. Namreč, po mojem mnenju, je treba gledati papeže v bistvu v trojčku Janeza Pavla II., Benedikta XVI. In sedaj Frančiška. Namreč, kot je že pred dnevi kardinal Rode dejal, je bil Benedikt XVI. Še kot kardinal v bistvu ideolog Janeza Pavla II. Večina okrožnic, večina pisanj, ki so zajemala teologijo in teološko znanost, so v času Janeza Pavla II. Nastajali za pisalno mizo kardinala Ratzingerja. In z tega vidika je bilo logično nadaljevanje, da on postane papež, kljub temu, da se je menda temu upiral z vsemi štirimi, če tako rečemo. Je pa hkrati, zakaj trojček? Namreč veliko stvari, kot vemo v cerkvi, da se premaknejo, traja kar nekaj časa. In veliko začetkov, ki so nevidni, sploh na področju razčiščevanja z zlorabami, razčiščevanja okrog financ in tako naprej. Te temelje je za časa papeževanja postavil Benedikt XVI. In lahko rečemo, da Frančišek v določeni meri sedaj žanje te sadove in lahko določene stvari hitreje premika z posvetnim tempom in ne z, recimo temu, cerkvenim. Tako da z tega vidika je treba papežu Benediktu XVI. Priznati kar nekaj zaslug. Gotovo je pa odstop en pokazatelj njegovega zavedanja odgovornosti do vloge, ki jo je opravljal, in do tega, da je na čelu tako velike družine, tako velike organizacije, razširjene po celem svetu, potrebno, da je človek, ki je v svoji polni kapaciteti. Tako da z tega vidika je gotovo dal kar nekaj misliti svojim naslednikom, ali bodo vztrajali do bridkega konca, ali bomo še kdaj videli kakšnega zaslužnega papeža. Zdaj, v medijih je pogosto nekako predstavljen v nekako napačni luči, morda glede na to, kot ga vidijo tisti, ki so ga bolje recimo poznali, recimo nekako se ga predstavlja kot konzervativnega dogmatika, po drugi strani pa vendarle je bil zelo revolucionaren papež, ne samo z odstopom, tudi recimo z začetkom določenih čiščenja v katoliški cerkvi. No, gotovo je konzervativizem ali naprednjaštvo, če tako rečeva, na drugi strani umetna dilema z vidika nas laikov, pa z vidika novinarjev, ki se s tem ukvarjamo. Vendar v resnici gre za to, da kot dogmatik si lahko zvest katoliškemu nauku in pika, tukaj se stvar zaključi. In je v bistvu cela ta dilema o tem biti, ali je nekdo bolj konzervativen ali ne, samo stvar o tem, ali se bolj ali manj odmika od nauka, ki obstaja in je jasen. Kar se tiče pa njegovih, kot si že rekel, drugih stvari, se mi zdi pa, da ja, veliko je anekdot o njegovi skromnosti. Namreč sam sicer nisem imel sreče spoznati Benedikta XVI., vendar
mi vedno pride v zadnjih dneh na misel zgodba enega švicarskega gardista, ki je bila objavljena pred kratkim. Namreč o tem, kako poleti gardisti počitnikujejo v Castel Gandolfu skupaj z papežem in imajo vsako nedeljo piknik, zato ker da ne obremenjujejo kuhinje, in kako je vedno brat pokojnega papeža prišel gardistom in vprašal, ja, bi lahko jaz v nedeljo prišel k vam na piknik. Seveda piknik pomeni, ker so večinoma nemško govoreči, pivo in klobase. In je vedno vprašal tudi, ali lahko pripeljem prijatelja. In ta prijatelj je bil pač papež. Namreč zavedal se je, da če bo to on prosil ali pa če bo javno to napovedal ali kakorkoli, bo iz tega naredil celo zgodbo in bo zgubil ta piknik gardistov svoj intimen in pristen trenutek, ki si ga je v bistvu želel po domače povedano, da se človek usede, poje klobaso in spije pivo v božjem miru. Tako da z tega vidika je zelo zanimiv pri tem, da je, kar se tiče teoloških, ceremonialnih zadev, vztrajal pri dogmatiki in recimo temu tudi nekemu rahlo posvetnemu blišču, po drugi strani kot oseba je bil pa izjemno skromen. In tak je bil po svoje tudi njegov pogreb. Udeležilo se ga je sicer 3-krat več ljudi, kot so v Vatikanu pričakovali, tudi serija državnikov, ki sicer kot uradne delegacije recimo niso bili povabljeni, z izjemo Nemčije in Italije, pa so vendarle prišli predsedniki oziroma voditelji serije evropskih in drugih držav. No, saj kot nam je včeraj v oddaji, ki si omenil, povedal veleposlanik pri Svetem sedežu, gospod Štumpf, namreč vrata papeža so vedno odprta, tako da državniki lahko kot običajni državljani pridejo na pogreb in ta vrata so ostala odprta. Je bila pa želja Benedikta XVI, da se iz tega milo rečeno naredi nek velik pomp, ampak da se ohrani parametre skromnosti, kolikor je pač to možno glede na osebnost, ki je bil. Namreč dvomim, da bo na katerega od najnih pogrebov prišlo 50,000 ljudi, ampak se je pa videlo, da je bilo veliko manj ceremonijala, veliko manj nekega ukvarjanja s tem, kdo je bil na pogrebu in kdo ni bil in tako naprej. Ampak je bilo predvsem dostojno slovo od človeka, ki je dal veliko cerkvi in globalnemu prebivalstvu. Zdaj, nekateri komentarji, nekateri analitiki ocenjujejo, da je z zaslužnim papežem Benediktom XVI umrla ali pa pokopana tudi nekako evropska krščanska kultura. Bi lahko recimo tudi v luči neke vrste letnega poročila katoliške cerkve, ki je nekako v znanih gabaritih upadanja v večini recimo ključnih metrik, to točna ocena ali vendarle morda ne? No, naslovnice imamo vedno radi, tako novinarji kot uredniki, bombastične. Vendar, kot je že pred časom dejal Načkov Saje, ko je opisoval svoje spomine o Benediktu XVI, mu je rekel, da je bil Benedikt XVI imel enega izmed fokusov povezovanja kulture in vere in kako v bistvu je krščanstvo unikatno v tem, da je univerzalno in se lahko cepi na vsakršno kulturo in kako pomembno je ta kultura lokalnega prebivalstva za v bistvu tudi uspeh religije, če tako rečem. In z tega vidika je Benedikt XVI gotovo bil pomemben faktor, ker je temu posvečal veliko pozornosti. Hkrati je pa vztrajal pri tem, da ja, sta kultura in vera neizbrisno povezani. Podobno kot je ob bok postavljal znanost in kako znanost lahko ali ne pelje tudi do vere. Tako da ne vem, če je z njim kaj umrlo, gotovo je pa izgubilo enega svojih močnejših zagovornikov. Glede drugega dela pa ja, mislim, znani gabariti drsenja proti ničli so vsako leto podobni. Je pa morda zanimivo, če se navežem na to zgodbo o konzervativizmu, to, da pa globalno gledamo velik porast redov in duhovnih poklicev tam, kjer je, če poenostavim, konzervativizem živ in dejaven. Tako da vprašanje je, kaj nam bodo ne samo slovenske, ampak globalne statistike povedali v prihodnjih desetletjih. Ali je usmeritev, kot je zagovarjal Benedikt XVI, v bistvu usmeritev, ki rodi sadove na dolgi rok. To pa se bomo pustili presenetiti. No, recimo, če pogledamo samo Evropo, pravzaprav porast duhovnih poklicev beležita dve državi, Poljska in Slovaška, ki sta obe, recimo, lahko rečemo v tem smislu nekoliko bolj konzervativni državi in bolj cenita recimo te odnose. Kjer je kultura cepljena na vero oziroma vera na kulturo. Tako da z tega vidika je jasno, da pač tudi ti boš vedel to kot zagovornik pravice družine in tako naprej, pač če ima družina več otrok, je odstotek za duhovne poklice ponavadi večji. In tudi tukaj
je ena izmed parametrov, ki jih je treba pri tem upoštevati. Tako da religija, rodnost, duhovni poklici, vse te stvari se mi zdi, da so čisto antropološko tudi povezane. Kljub temu, da je seveda poklicanost za duhovnika božji klic, je treba pri tem tudi upoštevati neka antropološka načela in se mi zdi, da z tega vidika omenjeni državi ravno sta še če rečemo, kot bi to dejali nasprotniki vere in cerkve, še dovolj v srednjem veku, da jim pri tem uspeva. Tako da. Ja, odvisno je, kakšna je perspektiva tistega, ki ocenjuje. Ne? Zdaj, ni Benedikt XVI edini, od katerega se poslavljamo ta teden. Danes poteka pogreb Janeza Zemljariča. Bil je tudi predsednik izvršnega sveta, torej nekakšne vlade v času Jugoslavije. Zdaj, morda zaradi tega ni tako veliko presenečenje, da bo pokopan z vojaškimi častmi, pa vendarle glede na njegovo vlogo kot šefa UDBE oziroma službe državne varnosti in njeno vlogo v uničevanju življenja premnogih Slovencev, se vendarle zdi morda nekoliko nenavadno, da se demokratična država od takšnega človeka poslavlja z vojaškimi častmi. Kako gledaš na to? To presega pojem nenavadno, to je škandal. Namreč zanima me, kakšne naslovnice bi brali, če bi nekdanjega direktorja Stasi ali kaj podobnega pokopavali z državnimi častmi v Nemčiji. Namreč človek kot direktor službe državne varnosti je bil v nedemokratičnem režimu v bistvu zadolžen za sledenje, zapiranje, potencialno mučenje, obtožen je bil v preteklosti tudi umorov. Tako da tak človek si gotovo ne zasluži državniških časti, sploh glede na to, da smo se od prejšnjega sistema izborili z vojno in sedaj vleči neke vzporednice, da je pa predsednik sveta izvršnega enako nekemu predsedniku vlade in da si zaradi tega v demokratični državi zasluži državniške časti, je preprosto rečeno sprevrženo. Namreč od leta 1945 do leta 1991 smo živeli v enopartijskem režimu, ki ga je ta človek pomagal držati po konci, tudi za ceno življenj svojih sonarodnjakov. In tukaj ni mesta za neko sprenevedanje o tem, da so pa tukaj neke podobnosti med recimo nekim bivšim predsednikom vlade v demokratični državi in nekaterimi izvršnimi funkcijami v enopartijskem sistemu. Tako da z tega vidika se vidi pač, kako je človek obdržal tudi vpliv v demokratični družbi. Sploh enkrat bomo mogli tudi se pogovarjati o njegovem poslovnem življenju, ki je več kot brezmadežno. Tako da z tega vidika bo zgodovina povedala svoje, vendar je to očitno neka politična usluga neki generaciji, ki je vzdržuje pri nas v bistvu dogovorni kapitalizem, v katerem moramo živeti, kar se pa lepo vidi pri ravno kar zelo aktualnem razpadu zdravstvenega sistema. Do tega zdravstvenega še prideva, pa morda na kratko, nekako se velja nek ta mit, da v Sloveniji se noben večji infrastrukturni ali zdravstveni projekt ni odvil brez blagoslova Janeza Zemljariča. Koliko se ti zdi, da je ta ocena točna in kdo bo zdaj prevzel to vlogo, recimo, če jo bo kdo prevzel, je tukaj recimo nek boj za nasledstvo? No, nekateri poznavalci imajo zelo jasno izdelano stališče o tem, da je bil človek izjemno vpliven. Dejstvo je, da z dobavo medicinskih pripomočkov in tako naprej se pri nas lahko ukvarja zgolj specifična, skoraj v sorodu klika ljudi, ki s tem v bistvu na plečih davkoplačevalcev bogato živi in dobro služi. Tako da z tega vidika je jasno, da je bil del neke oblastne strukture prej in tudi kasneje. Kajti kot že večkrat lahko preberemo sedaj s 30-letno distanco našo osamosvojitev, so se milo rečeno nekateri potuhnili za nekaj let, potem pa, ko so ugotovili, da ne bomo izpeljali ne ilustracije, ni česar temu podobnega, prevzeli stvari nazaj v svoje roke. Tako da z tega vidika je gotovo bil človek vpliven. Zdaj, ali kako močan je ta vpliv, se mi zdi, da so poklicani k temu, da komentirajo to drugi, ki se s tem tudi strokovno ukvarjajo. Vendar pa ja, človek je bil gotovo vpliven bolj kot bi bilo vredno njegovega, recimo temu, nazivnega statusa lobista.
ko se vračava nazaj k zdravstvu, ta teden odmeva kar nekaj dogodkov v povezavi z njim. Prišle so na dan številke, kljub recimo čiščenju teh čakalnih vrst, tudi nekaterih škandalov. V povezavi s tem še vedno čaka na zdravnika približno 200,000 Slovencev, od tega 72% nekako po ocenah NIJZ-ja preko dopustne dobe in pravzaprav v te dni se nam dogajajo neki prizori, za katere smo morda mislili, da smo jih z odhodom iz komunizma recimo lahko pozabili, vrste pred zdravstvenim domom Bežigrad, kjer so kot edini v Ljubljani začeli znova upisovati paciente, ker so dobili 2 zdravnici, ki lahko to počneta. Se pravi, ljudje čakajo v vrstah celo noč, zato da se bodo zjutraj lahko upisali k osebnemu zdravniku. Mislim, to je gotovo prikaz tega, kako pri nas živimo 2 realnosti. Prva, to, kar nas prepričuje naša politična elita, da imamo super zakonodajo. Realnost človeka, ki nima povezav, ki ne more živeti preko sistema, nekdo mi bo zrihtal, mora pa stati v polnoči pred zdravstvenim domom v vrsti. Vendar to je, se mi zdi, da zgolj zadnji in najbolj očiten prikaz tega, da naša država v resnici tako živi že 30 let na podlago še prejšnjih 45. Namreč povprečen Slovenec se ukvarja s tem, kdo mu bo kaj izrihtal, kako bo lahko si stvar uredil mimo pravil, mimo vsega, samo zato, da bo prišel do oskrbe, in tako smo se navadili živeti. In noben sistem, če ga poskušaš popraviti ali če ga poskušaš na novo postaviti, pa ne pravim, da se ta vlada k temu realno trudi, ampak kdorkoli bi se k temu trudil, je predvsem trči v ta domačijski sistem, ki ga z svojimi dejanji v bistvu vzdržuje kar velik del naroda, če ne rečem ravno večina. In enkrat se bomo mogli pogledati v gledalo in reči, da kot enkrat v eni pesmi poje Adi Smolar o kraji med vijaki do fabrike in vse vmes, je isto tudi v našem zdravstvenem sistemu. Preskakovanje vrste pomeni, da nekdo ne dobi pravilno, pravočasno oskrbe. Izigravanje sistema, koga kdo dela in zakaj, pomeni, da se ne dela dovolj v skladu z standardi, v skladu s tem, kar je načrtovano, torej spet nekdo ne pride do oskrbe. Po drugi strani je pa treba povedati to, da pač ne moramo vedno znova zviševati samo minimalne plače in hkrati misliti, da bodo pa vsi ostali plačni razredi ostali enaki. In to tukaj ne gre samo za zdravnike, ki so seveda vseh pohval vredni za njihovo požrtvovalnost, gre tukaj za medicinske sestre, sploh za srednje medicinske sestre, ki so izigrane pri vsaki reformi in kar en dober del zdravstva držijo po konci. Tako da tukaj je treba celosten premislek, predvsem se treba pa tudi resno ozreti o tem, kje vse odteka denar neznano kam. Namreč recimo energetska sanacija UKC-ja sedaj vleče že kar nekaj časa. Ravno danes lahko beremo naslovnice, kjer novinarji oziroma poznavalci ugibajo o tem, ali smo dobili nov šentviški predor na področju zdravstva. Tako da zdravstvo je vsa ta naša samostojna leta in že prej je bil v bistvu pašnik za določene ljudi, ker so preko gospodarjanja z nepremičninami, preko nabav opreme in tako naprej lepo živeli in izčrpavali ta sistem. Na koncu denarja zmanjkalo najprej za njih, zdaj pa tudi za plače očitno. Tako da stvar potrebuje reset. Zdaj pa sem pa zelo, bom rekel, poln dvomov, da bojo ljudje, ki so ta sistem pomagali ustvarjati in leta vzdrževali, ali kot zdravniki, ki so sedaj politiki, ali kot politiki, ki so sedaj lobisti, bodo iznašli sistem, ki bo pravičen do vseh in predvsem, ki bo zagotovil dobro in kvalitetno oskrbo za naše paciente. Tako da tukaj nas čaka gotovo veliko delo. Je pa dejstvo tudi o tem, da bo treba enkrat razmisliti, ali je res model, da zdravnike dobro in drago izšolamo, ter jih hkrati nikakor ne pogojujemo njihovega odhoda iz javnega zdravstvenega sistema, sploh v tujino. Tako da to bo ena izmed neprijetnih pogovorov gotovo v prihodnje. Kjer bo predvsem napeto, glede na to, da se za prihodnji teden nekako napoveduje najprej stavka, oziroma najprej se je napovedala stavka zdravnikov, zdaj dan pred njo pa nekako kot bi želeli prevaliti krivdo na zdravnike, se zdi, bodo pa stavkali podaljšek politike, tako imenovani kolesari v imenu pacientov. Ja, gotovo, tukaj gre zdaj za boj, za interpretacijo in za v bistvu zamegljevanje problemov, to, kar naša vlada odlično obvlada.
Namreč enkrat če stavka nekdo drug, potem stavka nekdo še s tretje strani, pa nekdo, ki sploh ni vpleten in tako naprej, da stvar na koncu izpade bizarno. Čakamo samo še kakšno tiskovko 8. marca, pa bo komplet popoln, tako da z tega vidika je to odlična taktika. Štrajkajo vsi, ki so vpleteni ali ne vpleteni v zadevo. Skoraj da že imamo ljudi, ki se poklicno ukvarjajo samo še s stavkanjem, ne glede na tematiko, ki jih zadeva ali ne. Tako da to je vojna za interpretacijo in prevalitev krivde iz odločevalcev na tiste, ki morajo v tem sistemu nekako preživeti. Vojna za interpretacijo poteka pa še na enem področju, ki je po svoje tudi bizarno. Predsednica parlamenta se je najprej spopadla v besedni dvoboj z enim vidnim slovenskim podjetnikom in vodjo kluba slovenskih podjetnikov Jocom Pečečnikom, češ, da naj razmišlja manj kapitalistično in bolj socialistično. Potem pa se je sama na 1. januar odpravila z Falconom na izlet v opero na Dunaj, se pravi na koncert filharmonikov, novoletni koncert, to predstavila kot državniški obisk, ki ga je potem glede na itinerarij še nekoliko podaljšala, torej si nekako razumela očitno narobe, koliko časa je trajal ta državniški obisk. Zdaj pa nekako se trudijo celo mediji za nekako to čiščenje javne podobe, češ da gre za interpretacijo, da se potem dajo ven, koliko je s Falconom potovala prejšnja vlada, hkrati pozabljajo recimo, da je ta vlada nekako prišla z obljubami o ekologiji, da celo pravzaprav prek Sveta za prehrano ljudi sili veganstvo. Kako si to spremljal? Predvsem pri tej interpretaciji ljudje še pozabljajo, da smo v prejšnjem letu predsedovali Evropski uniji in s tem je bilo povezanih veliko poti v tujino. In tudi po celotni Evropi in zunaj Evrope, tako da to je en dejavnik, ki gotovo vpliva na to število letov, ki je sedaj menda problem. Mogoče imam jaz tukaj eno drugačno mnenje kot večina, namreč jaz v osnovi ne vidim težave v tem, da se uporablja letalo, zato ga imamo. Problem je, ko se poskuša nekaj skriti in se ni transparenten od začetka do konca. Namreč, če je šlo za državniški bilateralni obisk, če je bil znan program in tako naprej, bi bila stvar vnaprej javno objavljena, tudi novinarji bi imeli priložnost to kvalitetno pokriti in bi bila stvar zaključena. Tako pa, ko je v bistvu nekaj na pol s figo v žepu in potem, tako kot si rekel, boj za interpretacijo post festum, je tako, riba začne vedno najprej smrdeti pri glavi, tako da stvar je, se mi zdi, da samo transparentnostni od začetka do konca. In zaradi mene se lahko z letalom, po mojem mnenju, itak bi mogli imeti mogoče celo 2 ali 3 v določenih segmentih, večnamenskih. Zaradi mene se lahko vozi iz Ljubljane v Trst, na Dunaj, v Zagreb, zato ta stvar temu je namenjena in tudi urniki takih ljudi, morda ne ravno za 1. januar, ampak v normalnem delovnem pogonu, pomenijo, da je to en velik prihranek časa. In tudi, če smo se odločili za državo, za državnost, za zunanjo politiko in tako naprej, je to ena od stvari, ki pašejo zraven. Slovenci smo zanimivi v tem, da si želimo politikov, želimo si državnikov, hkrati pa za delovanje takega sistema, ki ima svoje zahteve, če želiš biti v toku z ostalimi državami ali svetom, pač ima svoje zahteve in svoje pogoje. In potem se vedno znova prerekamo o tem, ali si je minister kupil za nekaj tisoč evrov predrag avto, ali res potrebuje varovanje, ali bi moral s Falconom leteti samo več kot 500 km, 1000, 5000, ne vem kaj. Lejte, država neke stvari potrebuje, tudi z vidika varnosti, z vidika organizacije, z vidika protokola je uporaba takih poti veliko lažja, namreč noben si ne predstavlja oziroma redki si predstavljajo, kako izgleda, če gre predsednik države ali predsednik vlade na recimo temu normalno civilno linijo. Koliko težav s tem povzroči na letališču ljudem, ki so na tistem letalu, ki ne vejo, da ga bodo dobili na avion in tako naprej. Tako da z tega vidika, če je stvar transparentna, vnaprej povedana, ima jasen namen, cilj, poročilo, rezultat, jaz ne vidim v teh poteh nobene težave. Če je pa to zdaj
na pol izlet in povabilo zgor kot izgovor za pokritje, potem se je treba pa vprašati o politični odgovornosti. No, jaz mislim, da tukaj še ena druga ključna zadeva. Ne? Jaz osebno bi se strinjal s tem, da je pomembno za državo, da imaš letalo, da državniki lahko to tudi uporabljajo za obiske in tako naprej. Problem je tukaj neka dvoličnost. Ne? Se pravi, po eni strani bi pridigali ljudem in jim očitali vsak zrezek, ki ga pojejo, ali pa vsako pašteto, ne? Ker češ, da je meso okolju škodljivo, ne? Potem pa spremljamo lahko predsednica parlamenta, ki je podpredsednica stranke, tako imenovane ekološke, ne, ki se pa obnaša povsem drugače, oziroma zelo tipično estradniško, kot tisti estradniki, ki nekako v svojih zasebnih letalih potem po svetu hodijo pridigati ljudem, kako naj bodo bolj ekološki. No, gotovo v tem primeru imaš prav, pač tukaj je tudi ta vidik dvoličnosti relevanten, vendar hkrati smo že vsega hudega navajeni, ne, tako da jaz si predvsem želim, da bi bil v svetu za prehrano še kakšen živinorejec, kmetovalec in tako naprej, da bi tem ljudem, ki sicer si želijo avokado z Kalifornije, razložil, da je avokado z Kalifornije verjetno ekološko bolj problematičen kot domača svinja za sosedovim hribom. Tako da, ali pa mandljevo mleko glede na kravjega. In tako naprej. Tako da z tega vidika nek zdravi razum in tudi upoštevanje celotne slike od začetka do konca se mi zdi, da je ključno pri pretehtanju teh vprašanj. Še eno vprašanje, ki se nanaša na ta pogled celostne slike. Ne. Vlada je dvignila minimalno plačo. Ta minimalna plača je dvignila pravzaprav tudi problem ljudi, ki želijo vzeti kredit, ker so postali manj kreditno sposobni z pravzaprav nekim administrativnim ukrepom dviga minimalne plače. Po ocenah nekako par z povprečnimi plačami zdaj lahko najame za četrtino manjši kredit, kot ga je lahko pred novim letom zaradi te vladne uredbe. To je jasna ideologija stranke Levica, ki pa zagovarja, da bomo vsi enaki v revščini, hkrati živeli v najemnih stanovanjih po dunajskem modelu. Pri tem, da hkrati dunajski model najemnih stanovanj je super, samo ga je treba realizirati. S tem, da bomo mi vzdrževali dogovorno ekonomijo glede gradbenih dovoljenj v Ljubljani, kjer se izda jih ravno toliko, da se vzdržuje cena nepremičnin, in hkrati ne začeli z nekim resnim vlaganjem na področju javnih stanovanj, se tukaj ta začaran krog ne bo spremenil, razen tega, da se bo uresničilo prvi del te napovedi, namreč, da bomo enaki v revščini. Namreč bizarno je, da potrebuje družina 2 polnopravno zaposlena za povprečno plačo, zato da lahko dobi podpovprečen kredit. Hkrati počasi že prihajamo v tem, da z nekaj dvigi minimalne plače bomo počasi, ne vem, vsi na minimalni plači, če bo šlo tako naprej. Namreč ti ne moreš vedno znova dvigovati samo minimalne plače in kot rečeno ostalih razredov puščati primerov. Je pa jasno tukaj, da je cilj iztisniti srednji razred, ker srednji razred je vedno problematičen za vsakršnega revolucionarja, pa ne bo to z ene ali druge strani. Kajti, ko si enkrat lastnik svoje nepremičnine, Bog ne daje iz njihovega vidika, tudi da imaš nekaj vrta in tako naprej, si prvi sovražnik revolucije, s katerim se je treba detaljno začeti ukvarjati. Tako da z tega vidika so to smele načrti in kot so enkrat že dejali za prejšnjo vlado, lepe bombonjere, ki se jih deli volivcem, račun bo izstavljen pa nekomu drugemu. Tako da z tega vidika bodo to dolgoročne posledice, ki bodo, bojim se, da na koncu dneva negativne. Tako da z tega vidika reševanje zgolj delčkov družbe ali pa delčkov problema nikoli ni rešitev, ki je dolgoročno vzdržna. Je treba pač najti celovito rešitev in razmišljati toliko časa, da jo najdeš. O teh posledicah bomo pa analizirali tudi še v prihodnjih oddajah. Martin, hvala, ker si bil tokrat z mano, da sva pokomentirala dogajanje v tem tednu, ki se izteka, pa je odmevalo še. Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da postavitev jaslic v avli RTV Slovenija ne diskriminira neverujočih in drugače verujočih. Prijavo je podal novinar RTV Slovenija Boris Vasov. Predsednica države Nataša Pirc Musar je izžrebala dolžine mandatov članov sveta RTV Slovenija. Kdaj bo njihov mandat dejansko nastopil, je še vprašanje, na katero bo moralo odgovoriti Ustavno sodišče. Predsednica pa je dejanje žreba označila za bizarno. Hrvaška je z novim letom vstopila v Schengen in prevzela valuto evro. Zaradi s tem povezanih podražitev se mnogi Hrvatje po nakupih zadnje dni odpravljajo v Slovenijo. Borut Pahor ne bo posebni odposlanec vlade za slovensko kandidaturo za nestalno članico Varnostnega sveta OZN, so še sporočili Socialni demokrati.
Tako, spoštovani gledalci, prišli smo do konca. Hvala, ker ste bili z nami. Mi pa se znova vidimo prihodnji teden. Nasvidenje.